Kje najti dobro idejo za prenovo stanovanja? Ja, včasih se res zdi, da nikoli ne bomo našli tistega, kar iščemo. Spet drugič se dobra ideja utrne ravno takrat, ko najmanj pričakujemo. Ko je arhitektka Marjetka Pajk slišala zahtevo svojih naročnikov, bi lahko odločno rekla ne. Ampak ni. Zahteva, ki bi lahko bila za marsikoga ovira, je zanjo postala nepričakovan vir navdiha. Gospa Marjetka, ko sem stopil v tole stanovanje, mi je seveda najprej v oči padla tale slika, na nek način slika, ki naju gleda. Ta slika že dolgo časa gleda v prostor. Slika je tukaj visela še, ko je bil tukaj atelje. V tem stanovanju je bil atelje? V tem stanovanju je bil atelje in mi smo dva večja prostora predelali v eno manjše stanovanje, dodali smo na novo eno predsobo, zazidali vrata in ustvarili dve bivalni enoti, predelali kopalnico in še eno mini kuhinjo naredili. Aha, pravite, da ste zazidali vrata. Je to ta navidezna druga slika? Ta navidezna druga slika, torej tukaj smo zazidali vrata, ki pa so nekako delajo družbo tem nasproti, katera smo pa tudi odstranili. Zato, da smo dobili bolj odprt prostor, ki nas pripelje v spalnico in kopalnico. Ampak občutek vrat ste pa vseeno ohranili s tem vratnim obokom. Ta leseni okvir nam je bil zelo všeč. Točno to leseni okvir. In je tudi poudaril prostor in dodal mu neko svežino s to belo barvo. Zdaj, če izhajamo iz te slike, čeprav razumem, je bila to tista zahteva naročnika, da ta slika mora biti v stanovanju in iz te slike ste na nek način izhajali, ne? Tudi barvno. Cela zgodba je šla iz te slike, tudi zato sem poleg barv izbrala tudi zelo preprosto opremo. Vidimo, da tukaj so linije zelo ravne, ni neke posebnih detajlov, razen barvnih. Ampak je nekaj modernega, malo abstrakcije noter. Tako, zato je tudi cela ta zgodba tako narejena. Siva barva pa je namenoma bila izbrana, ker zelo pomirja in nekako to sliko umiri, da ni moteča v prostoru, ker prostor sam po sebi ni tako velik. Kuhinja je videti seveda zelo majhna, kot pritiče takemu majhnemu stanovanju, ampak hkrati se mi zdi pa ravno ti prehodi, ki so okrog kuhinje, jo delajo na nek način večjo. Večjo in posebno. Prehodi so čisto udobni, v vhodu je širši, so bila vrata, ki smo jih tudi odstranili, tako da je bolj udoben vhod, tukaj pa ravno za potrebe kuhinje. V vašem domu lahko vedno prijetno diši. Gisa, ultrazvočni razpršilnik eteričnih olj, vam odišavi prostor in izboljšuje kakovost zraka. Prelivajoča barvna svetloba in glasba zaspa vzdušje v vašem domu. Dobavitelj v Sloveniji je Medi Sanus. Kaj pa ta igra vzorčkov barv v kopalnici, na samih ploščicah? Sem videl, tam je tudi precej neke živahnosti, čeprav se poigravata samo dve barvi, črna in bela, siva je pa ravno nekje vmes. Mečkana, ne? Samo smo tudi tja vlekli to zgodbo s temi vzorčki. V tuš kabini smo dali ploščice, prikupne rožaste črtace vzorčke, zato ker tudi imela sem namen dati celo kopalnico v črni barvi, ker ima tudi veliko okno in je zelo osvetli z naravno svetlobo, ampak iz izkušenj vemo, da se na črnih ploščicah zelo pozna vodni kamen in sem se zato odločila v nekaj takega, da se to pač tudi skrije, če do tega pride in tudi sicer poživi to kopalnico, ki je zelo podolgovata. Vrata vanjo so steklena, zato se zdi hodnik nekoliko večji. Prostor zanj so ukradli spalnici. Ker ima visok strop, ni nič moteče, da je nekoliko manjša. Tudi siva barva sten deluje prijetno. Razbijata jo razgiban predalnik, pa belina omar in počivalnika.
Nikar se torej že vnaprej ne odrecite barvam, za katere nekako velja, da negativno vplivajo na naše počutje. Če jih pravilno uravnovesite z drugimi barvnimi odtenki, lahko dobite harmoničen in umirjen dom, kakršen je tale.